Slovencem gnado, mir, milost in pravo spoznanje Boga po Jezusu Kristusu. Odkar svet stoji, se to ni še nikdar zgodilo. Zakaj slovenski jezik se doslej nikoli ni pisal, še manj pa tiskal. Odslej pa bo Bog slavljen tudi v slovenskem jeziku. Slišali smo misel, ki je pred več kot 470 leti zazvenela kot prvi zapis v slovenskem jeziku. Zapisal jo je duhovnik Primož Trubar v predgovoru k prvi slovenski knjigi, Katekizmu, ki je šel leta 1550. V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Slovenci smo dobili celotno Sveto pismo v svojem jeziku že leta 1584, ko ga je prevedel Jurij Dalmatin. Božja beseda čaka tudi danes, da jo srcem sprejmemo. Saj je takrat ljudje niso mogli poslušati in brati. Danes pa imamo priložnost, da jo slišimo z jezikom srca. Zato naj bo slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. Spoštovani, v imenu Evangeličanske cerkve Novo mesto prav prisrčno in toplo pozdravljeni na Trubarjadi 2025. Dogodku, ki ga v naši cerkvi obeležujemo že od leta 2017. Trubarjada s pomočjo kulturno-umetniških vsebin povezuje Trubarjevo pravo vero s sferami civilne družbe in širše javnosti. Med nami prisrčno pozdravljamo škofa Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji, magistra Leona Novaka. Pozdravljamo generalnega vikarja škofije Novo mesto, gospoda Petra Kokotca, župnika iz župnije Stopiče, gospoda Tadeja Kersniča, paruha Srpske pravoslavne cerkve v Novem mestu, gospoda magistra Danijela Nikoliča, imama islamske skupnosti v Novem mestu, gospoda Adnana Merdanoviča, predstavnika judovske skupnosti, gospoda Andreja Kožarja. Med nami prav tako lepo pozdravljamo podžupanjo mestne občine Novo mesto, gospod Saros Tomšič, poslanko Državnega zbora Republike Slovenije, gospod doktorico Vido Čadonič Špelič, direktorico občinske uprave občine Škocja in gospod magistrico Klaudijo Mestnik Jerina, rektorja univerze v Novem mestu, rednega profesorja dr. Marjana Blažiča ter docentko doktorico gospod Mileno Kramar Zupar, direktorico Splošne bolnišnice Novo mesto. Pozdravljamo tudi vas, vse prisotne, ki ste se udeležili današnje svečane prireditve. Zahvaljujemo se televiziji Novo mesto Vaš kanal, mestni občini Novo mesto pa za sponzorstvo. Sedaj k nagovorom vabimo škofa magistra Leona Novaka, za njim podžupanjo gospod Saro Tomšič ter generalnega vikarja škofije Novo mesto gospoda Petra Kokotca. Prosim. Spoštovani visoki gostje, cenjena podžupanja, cenjena poslanka Državnega zbora, predstavniki verskih skupnosti, rimokatoliške, srbsko-pravoslavne, islamske skupnosti in judovske skupnosti, rektor univerze, cenjena občinska direktorica, spoštovani gostje, prijatelji Božje besede in slovenske dediščine. V iskreni hvaležnosti vas pozdravljam na letošnji Trubarjadi 2025 tukaj v Novem mestu. Zbrani smo v duhu evangeličanske tradicije, vere in kulture, ki je globoko zaznamovala naš narod in to dolenjsko pokrajino. Letos našemu srečanju daje poseben pomen 350. obletnica izgradnje najstarejšega dela Mordaksove kapele. Dolga stoletja je ta kapela stala kot tih spomenik neke utišane, a ne popolnoma ugasle duhovnosti. V 20. stoletju je doživela obnovo in novo poslanstvo
danes kot evangeličanska cerkev dobrega pastirja v Novem mestu. Tu je prostor molitve, skupnosti in pričevanja evangelija. Najstarejši del stavbe tako nosi pečat zgodovine, sodobna podoba pa sporoča odprtost, spravo, mir in upanje. Ko danes obhajamo Trubarjado, se z globokim spoštovanjem spominjamo reformatorjev Slovenije, ki so svojim delom tlakovali pot jeziku, veri in narodni zavesti. Njihovo delo tako ni bilo le versko dejanje, ampak hkrati tudi dejanje poguma, kulture in spoštovanja do človeka in njegovega jezika, ki se je z reformacijo začel razvijati in tako hkrati ustanovil tudi slovenski knjižni jezik, književnost in pa našo narodno identiteto. Trubar nas nagovarja kot ljubi Slovenci. Zaradi njihove zvestobe Božji besedi in domači besedi danes lahko v svojem jeziku molimo, beremo Sveto pismo in živimo našo vero. Naj bo Trubarjada 2025 priložnost, da hvaležno pogledamo nazaj. Z upanjem živimo sedanjost in z močnim in pozitivnim upanjem zremo v prihodnost. Naj naša dediščina reformatorjev in pričevanje te kapele navdihujeta za služenje Kristusu in sočloveku v ljubezni, resnici, miru in pravi skupnosti. Dobrodošli in naj nas Bog vse blagoslovi. Hvala. Spoštovani gospod Škof, spoštovano duhovno vodstvo Evangeličanske cerkve Novo mesto in seveda vsa vodstva ostalih cerkva drugih veroizpovedi, spoštovana cenjena poslanka, draga Vida, dragi občanke in občani. Veseli me, da se tudi letos ob prazniku reformacije zbiramo na prireditvi Trubarjade in tako obujamo spomin na enega najpomembnejših prelomov v zgodovini slovenskega naroda. Na trenutek, ko je slovenska beseda prvič zvenela iz cerkvenih prižnic in vstopila v življenja ljudi. Tudi zaradi dogodkov, kot je današnji, Slovenci in Slovenke utrjujemo znanje o dosežkih Primoža Trubarja in drugih evangeličanskih duhovnikih, ki so v cerkvi prvi pridigali in peli v slovenščini. To se je zgodilo skoraj 300 let, prednje je bila napisana Zdravljica in več kot 450 let, prednje je slovenščina postala državni jezik Republike Slovenije. Ta podatek, naveden tudi v letošnjem vabilu, ni le zanimivost, temveč globoko pomnik, kaj pomeni jezik. Pomeni dostojanstvo, enakopravnost in pravico, da nas svet sliši v naši besedi. Ko se danes spominjamo reformacije, se spominjamo tudi poguma. Poguma, da so se ljudje zoperstavili nevednosti in poguma, da so verjeli, da ima vsak človek pravico razumeti in misliti s svojo glavo. Naj ta duh ostane živ tudi v našem času. Naj bo torej današnja Trubarjada priložnost, da si zastavimo vprašanje. Kako mi danes nadaljujemo Trubarjevo delo? Kako širimo prostor, v katerem ima vsak človek možnost, da pove svoje misli in da je slišan? Ob tem bi rada izpostavila meni ljubo misel, ki jo imamo lahko kot skupno vodilo. Ko imaš več, kot potrebuješ, postavi daljšo mizo, ne višje ograje. Ta misel v sebi nosi isto sporočilo, ki ga je Trubar svojo besedo prinašal pred toliko leti. Da resnično bogastvo ni v tem, kar zadržimo zase, temveč v tem, kar delimo z drugimi.
da moč skupnosti ne raste iz ograj, temveč iz odprtih src in iz pripravljenosti sesti za skupno mizo. Govoriti, poslušati in zelo pomembno razumeti. Tudi v naši občini si želimo biti skupnost, ki živi to načelo. Skupnost, kjer imajo vsi občani prostor ob mizi, ne glede na starost, poreklo ali prepričanje. Skupnost, ki zna sodelovati, si pomagati in se veseliti dosežkov drugih. In verjamem, da bomo s skupnim delom in odprtim duhom to vizijo tudi uresničili. Drage občanke in občani, dan reformacije nas spominja, da so temelji naše narodne samozavesti v jeziku in kulturi. Naj nam današnji večer, prepleten z glasbo, pesmijo in mislijo, pomaga znova začutiti tisto iskro, ki je nekoč pognala Trubarjevo pero in prižgala plamen slovenske besede. Hvala vsem, ki ohranjate to dediščino živo. V cerkvi, v kulturi, v šolah in doma. Naj bo Trubarjada 2025 praznik naše besede, našega ponosa in naše odprtosti. Hvala in lep večer vsem. Spoštovani gospod škof, magister Leon Novak, z vsemi verniki in vernicami, spoštovani duhovniki in duhovnica, gospa Katja, dragi bratje in sestre, stojimo tukaj v Mordaksovi kapeli na Grmskem griču, v katerem, kot smo danes slišali, smo prežeti s preteklostjo, sedanjostjo in seveda s pogledom v prihodnost. 350 let je te zgodovine. Trenutek sedanji je moč, prihodnost pa tisto, kar nas navdaja z upanjem. In vse to, kar se je tukaj dogajalo, je danes predvsem združeno v molitvi, v ljubezni, v upanju, v prepletanju dobrega. Naj bo tako tudi v prihodnje. Na tem mestu danes sem hvaležen za besedo, da kot katoliški duhovnik spregovorim v prijateljstvu in skupaj s Srbsko pravoslavno cerkvijo, cerkveno občino tukaj v Novem mestu, z odborom islamske skupnosti in z judovsko skupnostjo Slovenije. Hvala vam vsem za bratstvo, za sosedstvo in za vse mostove, ki jih gradimo vsak dan. Resnične so besede psalmista. Glej, kako dobro in prijetno je, ko bratje složno prebivajo skupaj. In ko se tukaj zberemo v kapeli, ki že 300 letja in pol posluša korake vernikov in popotnikov, ko gledamo naprej, smo skupaj s Primožem Trubarjem, ki je zapisal besede, ki jih tolikokrat slišimo in ki ne smejo izzveneti v prazno. Stati in obstati. Zato je sedaj naš čas, da te besede uresničimo z vero, razumom in pogumom. Stati v resnici in obstati v ljubezni. Trubar in drugi reformatorji so bili prvi, ki so slovenščino sistematično spravili v tisk in standardizirali, kot smo slišali, cerkveno-katehetska besedila. Njegov prispevek je bil moč tiste vere, ki je že dolgo prej živela v molitvi, v petju in v srcih ljudi, ki so v svojem slovenskem jeziku slavili Boga, in tistih duhovnikov, ki so oznanili vero v domačem jeziku, kot je zapisano v Brižinskem, Rateškem, Stiškem in drugih rokopisih. Reformacija pa je odprla novo pot, da je Sveto pismo postalo ne le knjiga učenih, ampak tiskana beseda, dostopna vsakemu, ki išče pot do Boga in poglablja svojo vero. In tako je vstopila in še danes toliko bolj ob poplavi vsega plehkega vstopa v vsak slovenski dom in družino kot temelj naše vere. Tako so se uresničile in uresničevale Jezusove besede: prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju.
Danes, ko smo tukaj zbrani, zato lahko zberem glas vseh nas predstavnikov verskih skupnosti, ki smo že večkrat jasno in glasno na prvo mesto postavili življenje in svetost življenja. To je temelj, na katerem se lahko srečamo vsi, ne glede na obred, jezik ali izročilo. Človekovo življenje je dar, ki ga prejemamo in za katerega smo drug drugega za drugega odgovorni. Zato danes izrekamo spoštljiv, a jasen glas. Zavzemamo se za kulturo življenja, za negovanje upanja, za spremljanje trpečih in umirajočih s sočutjem in nasprotujemo pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Življenje je največji dar, ki ga imamo. Trubar ni pisal, da bi zmagal nad kom drugim. Pisal je, da bi Božja beseda dosegla srce človeka. Njegovo vodilo nas danes nagovarja na dveh ravneh. Stati ob človeku, vsakem, ob veselem, pa tudi ob tistem, ki trpi, s poslušanjem, z molitvijo in pomočjo. Ter obstati v tem svetu, kjer je toliko slabega, vojne, zla, nasprotovanja, sovraštva, napuha in drugega, obstati v skupnem dobru, v vsem, kar uresničuje kulturo življenja. In danes, tukaj v Mordachovi kapeli, je tisto, kar nas združuje, ta kamen, kajti kapela je tako mogočno postavljena iz kamna in nas drži v tri drže. Molitev, da bi bili odprti Božjemu duhu, ki nas uči razlikovati dobro in nas krepi, da ga storimo. Sodelovanje, da tukaj v mestu še naprej rastejo zaupanje, spoštovanje in skupno prizadevanje. Ter beseda, da gojimo spoštljiv govor in razpravo, še posebej o težkih vprašanjih in da vedno izberemo življenje. Apostol Pavel nas opominja, ne daj se premagati zlom, temveč premagaj zlo z dobrim. Dragi prijatelji, reformacija nas ne vabi le k spominu, temveč nas spodbuja k poglabljanju v svetopismo, v Božjo besedo, ki je živa in nas nagovarja tudi danes. Zato nocoj z veseljem izrekam čestitke ob prazniku reformacije. Naj evangeličanska cerkvena občina Novo mesto še dolgo žari kot svetilnik Božje besede tukaj na Grmu. Naj Mordaksova kapela tudi v naslednjih desetletjih ostaja prostor molitve, dialoga in služenja. Naj se nikoli več ne izprazni in naj naše mesto prepoznajo po tem, da stavimo na življenje. Bog vas blagoslovi in blagoslovljen praznik reformacije. Hvala za lepe besede. Prisluhnimo sedaj besedam, ki so zapisane v Psalmu 103. Slavi moja duša Gospoda, ne pozabi nobenega dejanja njega, ki odpušča vso tvojo krivdo, ki ozdravlja vse tvoje bolezni, ki iz jame rešuje tvoje življenje, ki te krona z dobroto in usmiljenjem.
Duhovniki in reformatorji s Primožem Trubarjem na čelu so si prizadevali, da bi utrujen, žalosten in obupan človek v cerkvi slišal tolažbo. Prisluhnimo odlomku iz psalma 46, ki velja za Lutrov psalm, kjer je zapisano: Bog nam je zatočišče in moč, pomoč v stiskah vedno navzoča. Zato se ne bojimo, ko se zemlja spreminja in se gore majejo v osrčju morja. Molimo. Gospod miru, Bog resnice, ljubeči Oče, hvaležni smo za Tvojo besedo, ki jo skozi stoletja nagovarjala človeška srca in prebujala vest, prenavljala cerkev ter odpirala vrata k Tebi. Prosimo Te, Gospod, naj nas Tvoj duh vodi k spoštovanju raznolikosti darov, tradicij in izrazov vere, po katerih gradiš svojo cerkev. Amen. Besede milosti in slavospev pravijo: tisti pa, ki zaupajo Gospoda, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup, tekajo kakor orli, pa ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. To si zdaj dobro zapomnite in glejte, da s poslušanjem Božje besede in z vsakodnevno molitvijo od Boga dobite takšno vero in živite pošteno življenje. Ta citat je del pridige o veri, v kateri Trubar razlaga, da se prava vera rodi iz poslušanja Božje besede, ki mora biti razumljiva ljudstvu, torej v maternem jeziku. Cenjeni gospod Trubar, v času reformacije ste se soočali s številnimi družbenimi izzivi. Ali nam lahko poveste kaj o tem? Res je, izzivov ni manjkalo. Večina Slovencev je živela v revščini, brez dostopa do izobrazbe, knjig ali duhovne oskrbe v jeziku, ki bi ga razumeli. Ljudje niso znali brati, v cerkvi pa niso razumeli latinskega jezika, zato niso mogli vedeti, kaj je Bog storil za njih. Kako pa ste se reformatorji soočali s temi družbenimi izzivi? Ko so nas začeli imenovati protestanti,
sem se najprej vprašal, ali to pomeni, da smo tisti, ki le protestiramo. Pa sem si rekel, če že protestiramo, naj bo to proti nevednosti, proti duhovni lenobi, proti temu, da ljudje ne vedo, kaj molijo. Zato smo ustanavljali šole, tiskali smo učne pripomočke, abecednik, pesmerice, molitvenike in razlage Svetega pisma. Kakšni pa so danes družbeni izzivi za cerkev in družbo? Kako bi se po vašem morali z njimi spopasti? Na vrata cerkve bom pribil 95 protestnih tez in poudaril, da je evangelij Gospoda Jezusa Kristusa največji zaklad cerkve, pa naj bo, kar bo. Kaj pa natanko 500 let kasneje? Katere protestne teze bi morali napisati danes? Ekonomija brez etike, znanost brez humanosti, preprodaja človeških organov, politika brez načel, uničevanje kulturne dediščine, genocidi. Nezdravo prehranjevanje, stresi, pomanjkanje telesnih aktivnosti, alkoholizem, kajenje, samomori. Apatičnost, izprijeno krščanstvo, verska diskriminacija, bogatenje brez dela, užitki brez vesti, znanje brez značaja. Vidim, da vam je težje, kot je bilo meni. Imate krizo globalnega segrevanja in ohlajanja človeških src. Molil bom za vas. Dragi kolegi, ne vem, ali ste opazili, današnji svet je poln izzivov. Ja, očitno je čas za novo reformacijo. Zato pa sva zadnjič z duhovnico Katjo pripravila javno diskusijo o tem, kako se današnja družba, informacijska družba spreminja, reformira svetlobno hitrostjo. Ja, dejansko so verniki razpravljali o 5 izzivih, ki so danes najbolj pereči za ljudi in seveda tudi za cerkev. In ti izzivi so staranje in odnos do umirajočih, potem izkoriščanje delavcev, nato revščina in ravnanje s hrano, pa uničevanje narave in onesnaževanje ter seveda nasilje, ki je okoli nas. Zadnjič sem prebral žalostno zgodbo, da je duhovnik sam pokopal eno vernico. In nihče od svojcev ni prišel na pogreb, samo duhovnik je stal ob krsti. Kakšna žalost, kot da je nihče ni imel rad, nobenega sorodnika, prijatelja. Pisalo je sicer, da je imela eno hčer, ki živi v tujini, ampak delodajalec ji ni dovolil priti na pogreb. Imam občutek, da je svet zbolel
ne z rakom ali demenco, zbolel je z brezbrižnostjo. Ja, res je, prav imate. Gre v resnici za epidemijo čustvene otopelosti, ker trpljenje drugega človeka v nas več ne sproži odziva. Kot da smo kolektivno razvili nek psihološki obrambni mehanizem, ki nas varuje pred empatijo, a nas hkrati zelo oddaljuje od človečnosti. Ko sem bil mlad, so ljudje umirali doma, ob krušni peči, z otroki ob posteli. Zdaj umirajo v sobah, ker je edini zvok še aparat. Mi duhovniki pridemo, kadar nas pokličejo. A kdo nas pokliče? Kdo sploh ve, da nekdo umira osamljen in zapuščen? Ko sem prebral zgodbo o duhovniku, ki je sam stal ob krsti vernice, sem pomislil na mnoge vernike, ki sem jih pospremil v večnost in sem jih držal za roko, tolažil, kako blagoslovljeni, čeprav težki trenutki so bili to. Ja, smrt smo odrinili na stran, ker nočemo umreti. Zato pa smo na stran odrinili tudi vse umirajoče. Se pa v času umiranja v bistvu razkrije najglobja človeška potreba. To je potreba po tem, da smo v odnosu. To ugotavljajo tudi tisti ljudje, ki delajo v paliativni oskrbi. Umirajoči v resnici potrebujejo nekoga, da je tam, da je z njimi. Ja, to je največja bolečina. Ne smrt, ampak da umreš sam, neopažen, ne da bi kdo vedel, da si sploh živel. Res je, vendar vsak človek je podoba Boga. Tudi tisti izguban, utrujen, žalosten, umirajoč obraz. Tudi Božja beseda nas spodbuja, naj smo pozorni na osamljene umirajoče, saj pravi, da je dragocena v Božjih očeh smrt njegovih izvoljenih. Torej vsak obisk, vsaka molitev, vsaka roka naj govori, nisi pozabljen, nisi sam, Bog je tukaj, v odnosu, ki ti vrača mir in dostojanstvo. Še nekaj sem se spomnil, tudi Luther je rekel, da je naloga cerkve, da človeka pripravi na mirno smrt. In prav v teh trenutkih se razodane nekaj svetega in to je, da smrt ni konec. Ker človek umira sam, brez bližnjega, brez molitve, brez tolažbe, tam ni le telesna smrt, temveč duhovna revščina vse družbe. Zato, da bi ljudem v bolečini, osamljenosti in ob umiranju dal tolažbo, bližino in upanje, je Primož Trubar uvajal tudi slovensko cerkveno petje. Bog, ljubim te, tvoja milost me obdaja, vedno me v svojih rokah držiš. Od trenutka, ko zbudim se in ko ležem spat, pojem naj o dobroti Boga. Bil si zvesti, za moje dni tako bil dober si. Vsak moj dik slavi naj tebe, poje naj o dobroti Boga. Noči obmej.
ti in predajam se, da tebi dajem se. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Za moje dni ti bil si zvesti, za moje dni tako bil dober si. Vsak moj lik slavi naj tebe, poje naj o dobroti Boga. Za moje biti bil si zvesti, za moje dni tako bil dober si. Prav vsak moj lik slavi naj tebe, poje naj o dobroti Boga. Poje naj o dobroti Boga. Poje naj o dobroti Boga. Vključevanje vernikov v cerkveno delovanje je znamenje žive cerkve, Kristusove skupnosti, kjer se duhovniki in verniki skupaj posvetujejo, tam govori Sveti Duh, tudi skozi srce preprostega človeka. Trubar je že pred 500 leti verjel, da vsak krščan človek nosi odgovornost za vero, ne le duhovniki. To je bilo revolucionarno. Vera ni bila več le stvar cerkvene oblasti, ampak osebna naloga vsakega vernika. S tem je postavil temelje za aktivno vlogo laikov v cerkvi. Spoštovani, v življenju cerkve, kot smo slišali, morajo biti vključeni tudi laiki, kajti cerkev smo ljudje. Pomoč laikov se izkaže predvsem pri gradnji in obnovi cerkva, ki so kulturni spomeniki. Letošnja Trubarjada je posvečena tudi praznovanju 350. obletnice izgradnje najstarejšega dela današnje evangeličanske cerkve Dobrega pastirja v Novem mestu, ki jo je dal leta 1675 pozidati Wolf Ferdinand Mordax, lastnik gradu Grm. Dokončanje te gradnje lahko povežemo z listino, datirano 27. septembra 1675. Gre za arhitekturni posnetek cerkve Kristusovega groba v Jeruzalemu. Zunanjščina tako imenovanega Božjega groba je okrašena šilasto zaključenimi slepimi arkadami in zvonikom, danes je v njem zvon posvečen Sveti Trojici, notranjost pa ima dva prostora. V enem je evharistični kelih iz leta 1675 z grbom družine Mordax, v enem pa je krstilnica baptisterij, ki je reinterpretacija krstilnice slovanskega kneza Višeslava začetka 9. stoletja in je delo znanega arhitekta Boruta Simiča. Cerkev je bila obnovljena leta 1986 ob 400-letnici Trubarjeve smrti, v celoti pa je bila obnovljena leta 2012 skupaj s Trubarjevo ploščadjo pred cerkvijo. Pri prenovi smo ohranili njeno avtentično baročno podobo in jo povezali s sodobno sakralnostjo, s čimer se povezuje preteklost s sedanjostjo in tako ostaja središče verskega in kulturnega življenja družbene skupnosti tudi v 3. tisočletju. Pri prenovi cerkve in župnišča, kot tudi gretja in hlajenja njunih prostorov, smo ekološko sledili zeleni tehnologiji in na ta način udejanjili teološko disciplino ekoteologije, ki je sinteza teologije in ekoteologije.
Sveto pismo pravi, Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njeni prebivalci. Zemlja ni naša lastnina, zato je ne smemo okupirati in iztrebljati. Bog je postavil človeka v vrt, da ga varuje in spoštuje. Toda današnja družba je kriva zločina, ki ga imenujemo biokriminal. Ekoterorizem ob suicidu, genocidu, herbicidu, kulturocidu vodi v geocid, v smrt zemlje. Mi uničujemo Božje stvarstvo, zato ne zgubljajmo vere v Boga, ampak vero v človeštvo. Živimo v geološki dobi, ki se imenuje antropocen. Pred njo je bil holocen, ker jo prvič v zgodovini geologije ustvarja človek. Ekoteologija ima tudi duhovni pomen, kajti onesnaženi smo tudi v duhu, čustvih, predpostavkah, mnenjih, predsodkih in principih. Nista onesnaženi le zrak in voda. Onesnažene so tudi naše misli. Če bi vedeli, kaj ljudje razmišljamo, bi se od smradu vsi zastrupili. Kaj bi nam glede tega rekel bistroumni Martin Luther? Ponovil bi, kar je rekel že takrat. Če bi vedel, da bo jutri konec sveta, bi posadil svojo jablano. Zdrava družba je, ko stari ljudje sadijo drevesa, čeprav vedo, da ne bodo sedeli v njihovi senci. Bodimo kot drevo. Menjajmo svoje liste, nikoli pa svojih korenin. Menjajmo svoja mnenja, nikoli pa svojih načel in vrednot. Ko ljudje pahnemo s prestola Boga in pred njega postavimo sebe, Bog joka. Pa ne zaradi sebe, ampak zaradi nas, ker ve, kaj nas čaka. Albert Einstein je zapisal, vsak dan početi isto in pričakovati drugačen rezultat je definicija norosti. Zato naj nas letošnja trubarjada strezni. Hvala lepa. To je prav in Bogu všečno, kajti zemlja ni last knezov, ne bogatinov, temveč Božja njiva, zaupana v roke vseh ljudi. Trubar je verjel, da se prava pobožnost ne meri po številu molitev, temveč po poštenosti srca, v odnosu do bližnjega, v spoštovanju oblasti, ki služi pravičnosti, in v skrbi za stvarstvo, ki je Božji dar. Mladina je seme prihodnosti. Kdor ne vzgaja mladih v resnici, poštenosti in veri, ne gradi, temveč ruši. Trubar je spoštoval vero prednikov, a jo je tudi prenavljal, da bi bila živa in resnična. Mladim je dal zgled, da je spoštovanje tradicije združljivo z ustvarjalnostjo. Vsi govorijo, da je služba samo stres, izkoriščanje in šefi, ki nate gledajo kot številko.
Iskreno, mene je strah, da bom sploh kdaj delala. Mene pa skrbi, da bom delal za minimalca in to pod maksimalnimi pritiski. Pa saj veste, kako je, ko kaj rečeš, si takoj problematičen. Včasih se mi zdi, da je služba samo moderna oblika suženjstva, mobbing, tekmovanje, izgorelost. Kje je dostojanstvo in človek? Človek je tam, kjer se nekdo zanj postavi. Ampak kdo se bo postavil za nas? Vi se postavite eden za drugega in tudi jaz se bom postavil za vas. Ampak sistem je premočan. Sistem ni močnejši od resnice in resnica je, da ste vredni spoštovanja. Ne molčite, ne klonite, bodite svetloba tam, kjer je tema. Torej je še upanje? Seveda, še je upanje, vedno. Kjer je pogum, tam je tudi sprememba. In ljubeči Bog je tudi z vami. Mlad človek, ne boj se nasprotovanja, boj se tišine, ki zataji resnico in pozabi na ljubezen do človeka. Trubar mlade danes nagovarja tako, kot jih je nekoč z besedami. Ljubi krščeniki, jaz sem leteč tukaj iz Svetega pisma in v njih izlage v te pesmi zložene, katera vsaki zastopni človek, kjer hoče v nebo priti, ima vedeti in održati. Htim tudi to litanijo in v Ano pridigov lete bukvice pustil prepisati v naš jezik. Bogu na čast in v dobromu vsem mladim ter preprostim ljudem naše dežele. Zakaj iz tih se vsaki lahko nauči to pravo staro vero, da spozna tega pravega Boga, da bo dovedel njemu prav služiti in tudi spozna sam sebe. Ni v grehu izgubljen, sem Bogu prerojen, glej, luč nebeška napolnila dušo je. Ljubezen Božja mi srce razveseli, je misel na Boga zdaj dvignila me zdaj. Zato zdaj Pojdi Bogu na pogovor, težave dal ti bo odgovor, kaj ti slišal bo tvoj jok, postavil vse ti bo Bog. drži pa Ta molitev je edina, s katero orje se vsa ledina, verjeti v Boga je res milina. Ko me obide strah, pogled postane plah, Bog postane moj prijatelj dan in noč. Se mu priporočim, to lažbo pa dobim, me misel na Boga rešuje vsega zla. Zato zdaj Pojdi Bogu na pogovor, težave dal ti bo odgovor, kaj ti slišal bo tvoj jok, postavil vse ti bo Bog. drži pa Ta molitev je edina, s katero orje se vsa ledina, torej verjeti v Boga je res milina. drži pa Ta molitev je edina, s katero orje se vsa ledina, torej verjeti v Boga je res milina. Me je pa vedno razjedala revščina, ki je bila v mojem času zelo razširjena, zlasti med kmečkim prebivalstvom. V revščini je živelo več kot 70-80% prebivalstva. Na revščino so vplivali tudi turški upadi in kmečki upori. Zato sem bil kritičen do cerkvenih zlorab in sem se zavzemal za duhovno in družbeno prenovo. Danes je stopnja tveganja revščine v Sloveniji 13-odstotna, na ravni Evropske unije pa 21-odstotna. Na svetu v revščini živi kar 46% ljudi, to je 3,7 milijarde. Naša cerkev že vrsto let stoji ob strani misijonskemu delu v državi Burundi. Pomagamo tudi otrokom v programu Kaza v mestu Kabale na jugozahodu Ugande. Kupili smo jim njivo, plačujemo za njihovo šolanje.
Oče, jaz sem tvoj otrok, ti me razumeš, dobro me poznaš. Živ v telesu si matere me skal in videl ti si, kakšen bom postal. In videl ti si, kakšen bom postal. Ne morem in ne smem molčati, ko trpi nedolžen človek. Moja vest in moj Bog mi veleva, da spregovorim proti krivici, proti nasilju, za resnico in za ljubezen. Bog ni Bog nasilja, temveč Bog miru, pravičnosti in ljubezni. Kdor dviga roko nad bližnjega, ne hodi po poti Kristusovi. Kjer je sovraštvo, sejmo spravo. Kjer je krivica, iščimo pravico. Kjer je rana, bodimo obliž. Spoštovani, dovolite mi, da najprej predstavim ljudi, ki jih danes še nismo posebej pozdravili. Njihovo mesto je prav tu, kjer se nahaja tako imenovani rdeči stol, ki predstavlja vse, ki so žrtve nasilja, izkoriščanja in zlorab. Ta sedež je rezerviran za žrtve, ki bi morale biti danes med nami, pa jih morda več ni. Na svetu namreč vsakih 11 minut ena ženska ali dekle umre v rokah intimnega partnerja ali družinskega člana. Najnevarnejši prostor za ženske, otroke, starejše, kdaj pa tudi za moške, je pogosto prav družinsko okolje. Sprašujem se, kdo je zatajil. Opis prvega zemeljskega nasilja lahko v Svetem pismu razberemo že v prototipu prve družine, iz katere je očitno razvidna zelo disfunkcionalna družinska dinamika, ki se zaključi celo z bratomorom, ko Kain ubije svojega brata Abela. Kdo je kriv? Za prvi prav uboj, ki smo mu bili v zgodovini človeštva priča že nešteto mnogokrat in se ponavlja v obliki vojn, nasilja, zlorab, trpinčenj. Žal, mnogokrat je za to kriva prav cerkev. Veste zakaj? Zaradi zlorabe številnih svetopisemskih besedil, ki so se uporabljala za nadzor, manipulacijo ali opravičevanje nasilja in neenakosti. Kdo še ni slišal za napačno razlago svetopisemskih besedil, ki ženske sili v prisilno podrejanje v zakonu, ali za upravičevanje ideologij izključevanja, vojn in stigmatizacije drugačnih? Reformatorji nas tudi danes pozivajo z izrazom Ecclesia semper reformanda est, kar pomeni, da se mora cerkev vedno znova reformirati in se vračati k izviru, k Božji besedi. Čas je, da to stori tudi cerkev 3. tisočletja, da ustrezno prizna zlorabe, se jim aktivno upre in jih obsodi. Nimamo pravice, da bi molčali. Nimamo pravice, da bi pogledali proč in se delali, kot da nas stiska bližnjih ne gane. Cerkev je dolžna vero predstaviti kot orodje za osvoboditev, ne pa za zatiranje. Pa veste zakaj? Ker je srčika krščanstva to, da Bog ni oddaljen nekje daleč v nebesih, pač pa je navzoč ravno v trpljenju, kar pa ne pomeni, da nasilje tolerira. Krik Božjega Sina s križa, ko pravi moj Bog, zakaj si me zapustil, odmeva kot Božje sočutje v vsaki človekovi izkušnji trpljenja.
Meni ljubi protestantski teolog 20. stoletja, dr. Jürgen Moltmann je v svoji teologiji križa razvil tezo, da je trpeči Bog navzoč v trpljenju, da je sočuten žrtvami. Kljub grozi trpljenja je Moltmann govoril o teologiji upanja. Upanje, dragi zbrani, je namreč Božja obljuba, da trpljenje nima zadnje besede. Zato, dragi zbrani, si nikakor ne smemo in ne moremo dovoliti, da bi z današnjega druženja odšli prazni, osamljeni, zapuščeni, žalostni ali brez poguma. Biser Svetega pisma, ki povzema osrednje sporočilo krščanstva, je zajet v enem samem stavku, zapisanem v Evangeliju po Janezu 3:16, kjer pravi takole: Bog je namreč svet tako vzljubil, svet, torej mene in tebe, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se vsak, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Božje upanje je torej dostopno vsem, tudi najbolj trpečim. Bog pravzaprav zelo pogosto uporablja trpljenje kot kraj srečanja s človekom. Ravno sredi trpljenja, na urgenci, v domovih za starejše občane, v pogrebnem zavodu, na pokopališču, kjer starši gledajo belo krsto svojega otroka, na robu družbe, kjer moški in ženske drug drugega opazujejo, kako se počasi ubijajo z drogami. Tam, kjer je nemir, za 4 zidovi navidezno popolnih družin. In končno, ravno sedaj, ravno tu, se zgodi srečanje med Bogom in človekom. Veste, kaj pa je pri Božji logiki najveličastnejše? Da imajo tudi vsi nasilneži, zlorabljalci, možnost popravnega izpita, ko priznajo svoje grehe. Eden izmed takšnih je nam znani veliki apostol Pavel, teolog vseh teologov. Bil je nasilnež, najaktivnejši preganjalec kristjanov, ki je rovaril po hišah ljudi, jih zapiral v ječe, sodeloval pri kamnanju, na kar ga je srečala Božja milost in ga preobrazila. V enem izmed svojih pisem je zapisal takole: Zanesljiva je tale beseda in vredna popolnega sprejetja. Kristus Jezus je zato prišel v svet, da bi rešil grešnike, med temi pa sem prvi jaz. Zaključujem z resnično zgodbo, ki govori o premožnem nasilnežu, ki je bil kapitan ladje, ki je trgovala z ljudmi. Zverinsko je ravnal s črnimi sužnji, zlorabljal jih je, mučil in maltretiral. Nekega dne je njegovo ladjo zajela nevihta. Ko je gledal te premražene, izmaličene, izpite sužnje, ki so bili za premožne belce vse kaj prej kot ljudje, je ugotovil, da so sredi največje življenjske nevihte njihovi obrazi izražali mir. Sužnji so namreč mrmrali tole melodijo, ki jo ravnokar poslušamo, in klicali Bog, usmili se nas. To je tega nasilneža zlomilo. Leta 1779 je na melodijo, ki so jo mrmrali sužnji, napisal eno najlepših krščanskih himen z naslovom Amazing Grace ali Dar milosti. Postal je duhovnik, postal je borec za pravice črnskih sužnjev. Bil je izgubljen, a ga je Bog našel. Bil je mrtev, a je oživel. Dragi prijatelji, njegova zgodba nas vse skupaj opominja, da milost ni nagrada za popolne, temveč je dar za izgubljene. Amen.
Za zaključek bomo skupaj molili Jezusovo molitev Oče naš, ki je literarni poetični biser in je simbol povezovanja, pa ne samo med cerkvami, ampak med vsemi ljudmi. Je namreč simbol dobrodelnosti, saj pravi, daj nam danes naš vsakdanji kruh. Prav tako je simbol ohranjanja zdravih medosebnih odnosov, saj je omenjeno odpuščanje. Vstanimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Blagoslov ni le beseda, temveč obljuba, da nam Bog želi dobro, da nas ne zapušča. Arnov duhovniški blagoslov je star več kot 3000 let in ga podeljujemo na vsakem bogoslužju. Dragi zbrani, prejmimo še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obliče nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obliče nad te in ti podeli mir. Amen. Današnjo svečanost smo zaključili s protestantsko himno Trden grad,
ki jo je napisal Martin Luther leta 1527. Hvala vsem, da ste prišli, da smo skupaj prisluhnili interpretaciji reformacijskega sporočila za sodobni čas. Celotna prireditev je bila izpeljana v izvedbi vernikov Evangeličanske cerkvene občine Novo mesto. Vrata te cerkve so vedno odprta za vse, ki iščemo tolažbo, mir in odgovore na težka in zapletena življenjska vprašanja. Naj končam z mislijo C.S. Lewisa, ki je dejal: Ne moreš iti nazaj in spremeniti svojega začetka. Lahko pa začneš ravno sedaj, ravno tu in spremeniš svojo prihodnost in svoj konec. Vsi smo vljudno vabljeni na pogostitev zunaj na Trubarjevi ploščadi pred cerkvijo, kjer si lahko izmenjamo tudi kakšno lepo besedo. Hvala.